Pozdravljeni. V času poletnega premora smo bili priča pri ekipi Cadillac veliki spremembi. Namreč Graham Loudon ni več glavni in odgovorni pri tej ekipi, zamenjal ga je Marcin Budkovski, ime, ki je mnogim navdušencem že nekoliko znano. Ampak zakaj gre, kot ponavadi v naslednjih minutah. Namesto, da bi kot mnogi drugi viri v času poletnega premora govorili o pomembnih temah za Formulo 1, kot je tista, kje se je kdo zaročil ali kako preživlja nekdo dopust, se bomo danes lotili malce bolj obrobne teme. Pri ekipi Cadillac so zamenjali glavno in odgovorno osebo. Graham Loudon, tisti, ki je ekipo praktično začel postavljati skorajda iz nič, je odstopil, zamenjali so ga z drugim znanim imenom, ki pa ne prinaša, vsaj po mojem mnenju, kakšnih zagotovil o uspehu. A treba je povedati, da že na samem začetku pri ekipi Cadillac so izbirali malce čudne profile. Tudi Graham Loudon ni neko ime, ki bi vzbujalo zaupanje pri nas navdušencih Formule 1. Verjetno se ga mnogi spomnite, ali pa tudi ne, še iz časov tiste ekipe, ki se je klicala Virgin in seveda nadaljevanju te avanture znane kot ekipa Manor in kasneje Marussia. Tehnično gledano so bile te ekipe prej v zaostanku kot nekaj takega, na kar bi lahko mi gledali z neko zavistjo, z nekim ponosom. In treba je tudi tu poudariti nekaj, da Cadillac kot znamka koncerna General Motors ni tako direktno vpletena v vse dogajanje Formule 1. Tu je Dan Tarvis, tisti, ki je izrinil družino Andretti iz njihove lastne ekipe. Treba je povedati, da je tudi on glavni zagovornik prihoda Coltona Herte v Formulo 1. Colton Herta v Formuli 2, kjer bi moral zbrati še tiste presnete točke za super licenco, ne blesti. A pustimo sedaj to pri ekipi Cadillac, ki je bilo ogromno izrekov, ogromno obljub o tem, kako bodo zablesteli, ampak videli smo, da se ukvarjajo na prvi polovici sezone 2026 v bistvu z osnovnimi problemi. Namreč njihova največja težava do tega trenutka je ta, da bi končno lahko napravili neko zavorno košaro, ki bi delovala. Spomnimo se, da se predvsem njihove prednje zavore kar pogosto vnamejo, posebej na progah, ki so sorazmerno počasne. In tu se vidi neizkušenost ekipe, tu se vidi to zaupanje v kadre, ki v resnici niso pokazali tistih osnovnih znanj. Če je nekdo dobesedno izpuščen iz sveta Formule 1 in je prisiljen čakati, pomeni, da za to obstaja določen razlog. In ne smemo pozabiti tudi na nekaj. Pri ekipi Cadillac so zaupali dvema izkušenima voznikoma, Valtteriju Bottasu in Sergiju Perezu. Izbor Pereza je meni bil jasen, namreč čeprav je Mehičan, ima ogromno privržencev tako v rodni deželi kot tudi v Združenih državah Amerike. In za ekipo Cadillac, ki se postavlja najprej kot ameriška ekipa, je to pomembno. In tu je treba poudariti nekaj. Pri Cadillacu so tako ponosni na to svoje ameriško poreklo, da so dobesedno pozabili na ekipo Haas, ki je v Formuli 1 bistveno dlje časa kot oni in dosega bistveno boljše rezultate. A tudi to bomo sedaj dali na stran.
Tu je treba povedati, da je bil izbor Valtterija Bottasa vsaj meni malce čuden. Izbrali so voznika, ki nima več kaj dati, kot smo videli tudi na progi, namesto da bi dali priložnost nekemu mlajšemu, morda manj izkušenemu vozniku, ki pa bi imel prihodnost. Vem, Colton Herta ni zrel, tudi če bo slučajno dosegel točke za superlicenco, ampak imamo kar nekaj drugih potencialnih voznikov, ki bi lahko bili boljši kot Bottas ali pa vsaj tako slabi. A vrnimo se k situaciji pri Cadillacu. Namreč verjamem, da tudi v Združenih državah Amerike, tam na vrhu tistih stolpnic, kjer je vodstvo General Motorsa, so prišli do zaključka, da njihova avantura v Formuli 1 ne obrodi tistih sadov, ki so jih pričakovali. Ni krivo vreme, krivo je seveda vodstvo. In potrebno je bilo napraviti določene menjave. Seveda, Dan Tarvis je nedotakljiv, ampak potrebno je bilo najti krivca. In to je bil seveda tisti glavni in odgovorni Graham Loudon, ki je seveda praktično po 6 mesecih moral zapustiti to ekipo. Ampak njegova menjava, Marcin Budkovski. Verjetno se ga še kdo spomni, ko je prestopil iz FIA v takrat tovarniško ekipo Renault. Predtem smo ga videli naprimer pri Ferrariju in McLarenu, ampak takrat pri FIA je Budkovski bil zadolžen za to, da je pregledal vse načrte, ki so jih dostavile ekipe in nekako potrdil, da so bile rešitve skladne z pravilnikom. V bistvu vedel je vse o vseh ekipah, ampak v načelu bi moral o tem molčati. Zato je bil njegov prestop k tovarniški ekipi Renault dokaj kontroverzen. Ampak kontroverznosti še ni konec. Namreč bil je tudi prisoten v tistem trenutku, ko se je ekipa Renault preimenovala v Alpine, in takrat sta bila skupaj na vrhu z Davidom Brivijem, ki ga mnogi verjetno poznate iz sveta MotoGP-ja, kjer je zelo uspešen. In to je bilo tisto obdobje, ko je v Alpine na čelu prišel Otmar Szafnauer, in verjetno mnogi se tistega obdobja spomnite predvsem zato, ker pri Alpinu niso bili sposobni podpisati pogodbe z Oskarjem Piastrijem. Fernando Alonso je odšel, Piastri je že podpisal z McLarenom in v bistvu nastala je sramotna situacija za tega konstruktorja. In Budkovski je bil eden izmed tistih, ki s Piastrijem pogodbe niso podpisali. In zakaj to trdim tako, zakaj ne krivde nekako pripišem nekomu drugemu? Enostavno zato, ker od tistega trenutka Budkovski v Formuli 1 ni dobil več mesta. No ja, bil je komentator za poljsko televizijo, ampak to je verjetno manj od onega, kar bi lahko pričakovali. In sedaj so ga postavili na čelo neke ekipe, ki nima pravega kadra, ki nima tiste tehnologije, ki je potrebna v Formulo 1, ampak ima velike apetite in obljublja vse in še več. Bo sposoben napraviti tisto, kar si želijo predvsem lastniki? Sam sicer dvomim. Ne zato, ker ne bi verjel v njegove sposobnosti, ampak zato, ker nima možnosti. Videli smo, s kom se ukvarjajo pri tej ekipi, in verjetno sedaj, ko bo Aston Martin napravil še pol koraka naprej, bodo pri Cadillacu lepo mirno zadnji. Seveda, v tem trenutku so edina ekipa, ki še ni dosegla točk. Lahko bi se zgodilo na veliki nagradi Monaka, ampak takrat po spletu okoliščin je to uspelo Aston Martinu, ki sem ga omenil malo prej, ampak vseeno, v tem trenutku se vidi, zakaj sem bil sam toliko kritičen do Cadillaca pred njihovim vstopom. Namesto, da bi se naslonili na neko že obstoječo strukturo, so vztrajali pri tem, da oni bodo konstruktorji.
Na tržišču niso znali pritegniti tistih pravih imen, tistih kadrov, ki imajo izkušnje, temveč so se nekako zaupali le onim, ki drugje neke službe niso bili sposobni dobiti. In to pomeni, da so rezultati, ki jih vidimo v tej sezoni, pričakovani. Vse to, ker nekdo sanja. A da se ne bomo napačno razumeli, sanjati je lepo, ampak vseeno moramo biti realni, če želimo te sanje uresničiti. In to pri Kedeleku manjka. Zato ta menjava po svojem ni presenetljiva, ne reši pa absolutno nič. A toliko o tej novici, ki je prišla nekako v javnost pred nekaj urami. Hvala za vašo pozornost in nas vidimo.